Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Marsikdo pozna opero, marsikdo še ni bil. Kaj, ko bi odšli in videli, kaj opera ponuja? Popolnoma čarobni svet. Svet, ki je potegnen iz pravljice v resničnost ali obratno, iz resničnosti v pravljico. Užitek ob glasbi, paša za oči in paša za ušesa. Še posebej, če govorimo o mariborski operi. In z nami v studiu je umetniški direktor opere, naj rečem Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Simon Krečič. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Krečič, ali nam boste tako kot te zadnje sezone, odkar imam abonma pri vas, pripravili tudi novo sezono v letu 2014-2015, o kateri se bova pogovarjala tako pravljično in tako lepo, tako na nek način polno duhovnih užitkov, kot ste to delali doslej? Nekako, če sem malo predrzen, lahko rečem, da vam bomo kar dosti samozavesti lahko to trdim, ker zelo veliko smo razmišljali o programu, zelo skrbno smo izbrali program, skrbno smo izbrali ekipe, ki nam bojo pri tem pomagale in moram reči, da se naslednje sezone zelo veselim, ker se mi zdi, da bo ena raznolika, lepa in pestra sezona. Rekla bi, da pravzaprav za vsakogar nekaj. Nekaj za tiste, ki imajo raje morda malo manj zahtevno glasbo, pa tudi za tiste, ki so sladokusci. Za vse je poskrbljeno. Točno tako. No. Trudimo se nekako delovati v par smereh programskih. In sicer na začetek in na konec sezone postavimo eno delo, ki je, če lahko rečem, bolj popularno oziroma ki bolj pritegne poslušalce in poskusimo narediti eno lepo stvar za otvoritev in eno spektakularnejšo stvar, večjo postavitev za konec. Vmes pa nam ostaneta potem še dve premieri, od katerih je ponavadi ena namenjena bolj lahkotnemu žanru. Ena, tista tretja, je pa namenjena odkrivanju še kakšnih mogoče ne prav odkritih področji operne umetnosti, predvsem za to naše področje. Tako nekako v teh mojih vizij umetniškega delovanja sem tudi omenil to, da bi v teh tretjih premierah poskušali alternirati med operami 20. stoletja in zgodnega obdobja, zgodnejšega baročnega ali pa zgodnega klasičnega obdobja. Pač dve področji, ki pri nas nista prav pretirano še razširjeni, vsekakor pa vredni ogleda in v bistvu se mi zdi škoda za publiko, da bi bila prikrajšana za ta del operne literature. Poglejte, še nekaj je. Recimo opero se da predstaviti na 100 različnih načinov. Vidiš isto opero v različnih postavitvah in imaš občutek, kot da so to popolnoma različne predstave. Lahko se jo predstavlja celo v času. Po eni strani je lahko zelo bi rekla, taka minimalistična, po drugi strani zelo razkošna. Lahko so kostumi preprosti ali pa neverjetno lepi. Pravzaprav toliko možnosti nudi. Po drugi strani pa spet nekatere predstave, vsaj v svetu, so za moj okus morda preveč moderne. Vi pa vendarle ubirate še vedno neko srednjo pot. Ali bo tudi letos pravzaprav tista srednja pot, kjer bo pravljica še vedno pravljična? Ja, tako, držimo se nekega tega načela, da poskušamo krmariti med tem, da predstave niso premoderne in pa da niso preveč, če rečem po domače, zaprašene. Tistih klasičnih na pol, tako rekoč koncertnih postavitev z sceno in kostumi iz ne vem katerega obdobja, se mi zdi, da tudi smo ta čas nekako preživeli. Poskušamo ustvariti neko kombinacijo scene, režije in kostumov, ki bi vsaki predstavi dala eno svežino. To se pravi, sveže predstave moramo imeti, aktualne tudi, ne pa čez rob, no? Ne čez rob, ne v to, ne v tisto stran. Poglejte, predno se začneva pogovarjati čisto konkretno o predstavah. Pravzaprav nekako lahko rečem, da me
po svoje malo čudi ali pa niti ne toliko čudi, bolj veseli, da v vaši operi pa na vseh predstavah videvam veliko otrok, veliko mladih, več v povprečju kot morda celo po velikih opernih hišah. Tam je veliko več starejših kot mlajših ljudi, medtem ko v mariborski operi imam občutek, da je veliko mladih in predvsem veliko otrok. Ampak tu je treba verjetno kaj tudi storiti za vzgojo teh otrok. Kaj boste vi storili? Ja, zelo intenzivno se posvečamo, že do sedaj so se, moram reči, kar zelo intenzivno posvečali temu, da so opero približali čim več otrokom in šolo obvezni mladini. Letos pa začenjamo še en prav poseben projekt. Ponujamo 3 operne predstave, vsako pač namenjeno določeni starostni skupini, razdeljene kot je osnovna šola po triadah. In sicer bomo imeli eno pravljico, to je Cezar Cuy Obuti maček. To bo v bistvu premiera, nova postavitev. Kot za prvo triado, za drugo triado bomo skrajšali Čarobno piščal in za tretjo triado bomo ponovili Puccinijev Gianni Schicchi iz Triptiha. Tako da vsaka predstava bo pa imela še predpripravo, tudi z malo pogledom v zaodrje in z voditeljem, ki jim bo predstavil glavne like pred tem, ki jim bo predstavil malo zgodbe in tako naprej, da bojo pač otroci pripravljeni, da bodo vedeli, kaj bodo gledali. Bomo pa tudi pilotsko vzeli 5 šol, pri katerih bomo poskusili vplesti opero v njihov učni načrt v čim več različnih predmetov. To pomeni, da se bojo o operi pogovarjali tako pri matematiki, kot pri slovenščini, kot pri likovni umetnosti, v likovni vzgoji, kot pri tehniki, pri fiziki. Se pravi, zelo preseneča nas v bistvu na nek način, na koliko področjih srečamo operno umetnost. Do kam pravzaprav sega? Ja, tako, tako. Že čisto na področju umetnosti, tako rekoč zajema skoraj vse umetnosti. Pri tem, da tehnični del vsebuje pa vse naravoslovne predmete, tako rekoč, tako da v bistvu lahko opero uporabimo čisto pri vseh predmetih. Od telovadbe pa do glasbe. In upajmo, da bomo vzgojili veliko mladih ljubiteljev. Ja, in pač radi bi to dosegli, da bi pač prišli v učni načrt, da bi se otroci v šoli o tem pogovarjali, vsak učitelj iz svoje strani povedal, kar mora, in da je potem kot krona vsega tega pa obisk seveda opere in tudi zaodrja in vseh recimo tehničnih teh zadev, ki k temu spadajo. Da se vidi tudi v skrivnostni del. Tudi to, ja, mislim, da se mora opera tudi, da mora tudi ta zadnja vrata odpreti, da se mi zdi, da to še toliko bolj približa potem. Ima svoj čar, ne? No, mogoče, če greva zdaj kar k sezoni, prva stvar bo na sporedu, rekli ste, s tem boste začeli dejansko sezono, malo lahkotnejšo Čarobno piščaljo. Po eni strani malo lahkotnejša glasba, ampak vsebinsko je pa to dokaj zahtevna. Mislim, vsebinsko posega že celo na področje ezoterike. Je dejansko to neka poduhovljena opera, borba med dobrim in zlim. Pravzaprav in Mozart živel pa je toliko časa in toliko časa že nazaj. Ja, zelo lepo ste to opisali na nek način. Na prvi pogled mogoče lahkotno, bolj ko se pa začnemo poglabljati tako v vsebino kot v glasbo, pa vidimo te neverjetne razsežnosti te opere in umetniška ekipa, ki bo tukaj za to premiero stala, je to zelo dobro poglobljeno preučila in bo poskusila to zelo večplastno prikazati. Da tukaj nikakor ne gre za enostavno opero, nikakor ne gre za lahkotno opero, ampak gre za eno izredno kompleksno in poglobljeno, tako psihološko kot glasbeno scensko operno stvaritev. Predvidevam, da bo Obuti maček tudi za odrasle, ne samo za otroke od 5. do 10. leta. Ja, čeprav tukaj pa ne vem, tukaj pa res hočemo narediti prvi otrokov stik z opero, v tem smislu tudi, da bojo v bistvu otroci posedeni tudi malo na odru. Ja, da bojo v bistvu tako rekoč na pol skoraj del predstave, da bojo zelo uživo lahko to
občutili, bomo to naredili tudi na malem odru, da bo atmosfera malo bolj intimna. Pevci bojo ob spremljavi klavirja izvedli to opero in bo to v bistvu res pravljica za otroke. No, tako nekako imamo zastavljen ta projekt, da ta predstava ne bo šla v redni abonma, recimo kot odrasla predstava. Ta je res namenjena otrokom. No, in potem sva pri bolj modernem baletu. Ali bo to res modern balet? Predvidevam, da bo nekje vmes ali malo bolj modern, malo manj. Namreč srečo imate z dvema baletnikoma, Edvardom Klugom in Valentino Turku, ki sta istočasno še tudi zelo dobra koreografa. In se mi zdi, veste, zdaj recimo čisto svoje osebno opažanje. Ne poznam toliko modernega baleta, včasih ga zasledim na televiziji in zagotovo me pritegne takrat, kadar je lepo gibanje. Če je pa to telovadba, takrat pa tega ne morem gledati. Ampak pri teh dveh umetnikih nikoli nisem imela občutka, da bi to bila telovadba. To je dejansko neko umetniško izražanje, pa kolikor moderno že je. Ja, ravno to, mislim, da sta ona dva res našla eno zmagovito kombinacijo tega, da so stvari sodobne, aktualne in hkrati paše za oči v vsakem primeru. No in tukaj bo tudi ena taka v bistvu združitev baročne glasbe in modernega plesa. To je, se mi zdi tudi v tujini zelo velik trend in prepričan sem, da bomo dobili spet eno izvrstno predstavo. Pravzaprav, kakšna pa bo potem ta tema? Stabat Mater, to je dejansko sakralna glasba. Ja. Po drugi strani pa Nevarna razmerja, to je pa knjiga, ne? To je narejeno po tej knjigi, po predlogi. Kako bo pa to šlo skupaj? Ja, jaz mislim, da to sta dve ločeni v bistvu predstavi. Aha, eno dejanje in drugo dejanje. Pauza pa drugo. Mislim, tako da vsebinsko mislim, da ne bosta prav povezani. Ampak v mariborskem baletu je že bila postavitev baleta na Mozartov Requiem, na primer. In tako, da je ta povezava se je izkazala v dostih primerih za zelo dobro. Tako da zdaj, jaz nisem čisto pravi naslov, to, ki je bolj naš direktor baleta, seveda Edvard Klug, bi lahko kaj več o tem povedal, ampak on je eno stvar podobno že, mislim, da postavil v Nemčiji, ki je bila zelo, zelo uspešna in jo zdaj prenaša še na naš oder. Poglejte, zanimivo je tudi pri baletu, pri modernem baletu ponavadi, ali imamo playback ali pa kakšno klavirsko spremljavo, redko je orkester. Tokrat boste pa imeli baročni orkester. Ja, povezali smo se z Akademijo za glasbo, z dirigentom Egonom Mihajlovićem in on je tudi docent na akademiji, je velik specialist za baročno glasbo in Stabat Mater od Pergolesija je že na njihovem repertoarju. Se pravi, oni so to že izvedli z tudi avtentičnimi inštrumenti in smo potem se povezali z njimi. Mi smo takrat ravno odsotni, naš ostali del opere na turneji po Japonski, tako da v tem času bojo oni že začeli to študirati skupaj. Tako da bo tudi, kar se glasbe tiče, stvar zelo avtentična in pa glasbeniki, orkester bo na odru, ne bo v luknji. Se mi je zdelo, ker jih je vsezadnje tako malo in so dejansko lahko lep zaključek oziroma del predstave. Ja, in potem ponavadi imate kakšno opereto. Letos bo pa musical in to kar My Fair Lady. Ljudje so včasih drli, ne vem, mislim, da v Anglijo ali kam na te predstave. Zdaj jo bomo imeli pa dejansko v Mariboru. Ja, tako, odločili smo se za musical, ker se mi zdi, da je potrebno tudi te žanre počasi upeljati v repertoare naših opernih hiš. Veliko imamo stikov tudi z opernimi hišami od zunaj. In moram reči, da smo že kar veliko primerov opernih hiš srečali, kjer imajo tudi opereto in musical kot poseben oddelek. Mi imamo opero, balet, oni imajo opero, balet in musical in opereta. Tako da pri nas pač, glede na to, koliko nas je zaposlenih, koliko nas dela predstave, bi bilo težko narediti kaj več kot to, kar naredimo, ampak eno na leto pa vsekakor mislim, da smo dolžni narediti tudi malo bolj v takem lahkotnem žanru in da
da bo publika zadovoljna. Ja, bi rekla, na vse zadnje, to je zanimiva zgodba, poznamo jo tako iz filma in tudi zgodbica sama je lahko duhovita in če je temu primerna tudi režija, je to lahko zelo prijetna predstava. Imamo eno francosko ekipo, ki bo delala pač režijo, scene in kostume. Hkrati pa bo pa predstava v slovenskem jeziku, kar je mogoče tudi za tiste, ki niso tako redni obiskovalci opere, so prav posebej povabljeni na to predstavo, ki še malo bolj se tudi po jeziku približa nekakšnim takim splošnim množicam. Glejte, kaj pa glasovno? Namreč včasih pravijo, oziroma slišala sem že, da so za mjuzikle in za operete drugačni glasovi. Ja, mi se bomo držali tega, da bodo načeloma klasični operni glasovi za to. S tem, da imamo pa zasedbo narejeno z zelo mladimi pevci. Tudi zelo pač mladimi in lepimi, če lahko tako grobo rečem. Se pravi, spet paša za oči. Ja, ki so tudi zelo navajeni delati te sodobne operne postavitve, ki vsebujejo veliko giba. In musical je pač zelo povezan z gibom, da jim to pač ni tuje in bo to ena zelo živahna predstava. No, potem sva pa pri dobri, stari baletni klasiki. Peter Iljič Čajkovski, Labodje jezero. Kdo še ni slišal za Labodje jezero? In Labodje jezero je lepo in krasno, če je na odru magija. Jo boste ustvarili? Ja, mislim, da jo naši plesalci vsekakor bodo ustvarili. Gre za obnovitev predstave Uspešnice izpred, mislim, da je bilo pred 10 leti nazadnje. Tukaj pa pač balet se vedno drži tega koncepta, da naredi letno eno premiero bolj moderno in eno klasično, da nekako ponudi za vsakogar nekaj in ta naslov je seveda res klasika od klasike, tako da tukaj nekako vemo, kaj lahko pričakujemo in mislim, da bodo zadovoljni. To se pravi, lahko pričakujemo veliko? Ja, vsekakor. Super. No, potem pa tisti, kako bi rekla, češnjica na torti, vsaj zame, je pa Francis Poulenc, Pogovori karmeličank. To je pa nekaj, kar pravzaprav, ko sem prebrala tale program, me je začudilo. Namreč človek bi rekel, to je zelo težka opera, zahteva zelo veliko in vendar Maribor jo je pripeljal. Jaz sem navdušena. Ja, tudi jaz moram reči, da se te premiere najbolj veselim od vseh. Čeprav na prvi pogled mogoče izstopa najbolj glih po tem, da je to mogoče en malo drznejši korak. Ampak to je ravno tista tretja premiera, o kateri sem govoril. Premiera, ki usmerja, ki izobražuje ljudi, ki jim pokaže nekaj novega. In Pogovori karmeličank je za pač glede na mojo vizijo vsega tega napoveduje nek mehak prehod v glasbo 20. stoletja, ki jaz mislim, da je premalo zastopana v naših gledališčih in je to en tak, glasba je zelo lepa, zelo milozvočna, kljub vsemu pa je 20. stoletje. Vsebina je zelo močna, poduhovljena, tudi smo jo terminsko nekako postavili v čas velike noči. Zelo pa se veselim tudi postavitve režiserja Krešimirja Dolenčiča, ki sem jo jaz že videl. Sicer pač ne bo ista, kot je bila pač pred par leti v Zagrebu, ampak na podobnem konceptu bo grajena, ki je mene v bistvu zelo pretresla, zelo velik pečat je pustila, ko sem gledal to predstavo in se zelo veselim. To je eno od teh naslovov, kot je bilo mogoče v tej sezoni, ki se izteka, recimo Italijanka v Alžiru, ki tudi ni naslov, ki bi pritegnil, ampak je potem s to posrečeno režijo in postavitvijo, bolj ko so šle predstave proti koncu, bolj so bile polne oziroma ne polne, več je bilo tistih, ki niso sploh prišli do tega, da bi to predstavo videli in smo pa videli, da bi lahko sigurno še eno prodali. Nekako nekaj podobnega verjetno tudi tukaj pričakujem. Ko bo šlo od ust do ust. Ja, od ust do ust in to se v Mariboru zelo hitro zgodi. Se pravi, po 2 predstavah se takoj občutimo mi dol na blagajni. Ja, pa ne samo v Mariboru, mislim, da se tudi v Gradcu hitro širi. No, tudi tako. To se pravi, mariborska opera res gleda
kar precej čez mejo. Ja, imamo res zelo zvesto publiko, tudi v Gradcu. Imamo celo gor prodajno mesto. Tako da smo v bistvu njih zelo veseli, oziroma mogoče čutimo posledice ravno tega, o čemer smo se na začetku pogovarjali, da je grad šel predaleč v tem modernizmu. In zdaj Maribor pa ohranja to neko srednjo pot, ki mislim, da je prava. Ja, pravzaprav delate še vedno iz opere nekaj pravljice in to je tisto, kar je čarobno je, no, in to je to. No, vse zadnje, pogledajte, saj v tem pustem sivem vsakdanu, ko prinašamo skrbi praktično od enega do drugega, od jutra do večera, da potem prideš na neko tako čarobno predstavo. Če je čarobna, lahko izklopiš. Če ti recimo, ne vem, v sceno vklopijo neko sodobno sceno, nek problem, ki se v sodobni družbi razvija, ja, kako naj pa izklopim? Samo zaradi glasbe. Mislim, da je malo premalo, da vendarle oči igrajo veliko vlogo v operi. Ja, mislim, vsekakor mora biti predstave paša za oči. V kakršnem koli smislu. Tudi, kadar opozarjajo mogoče na socialne probleme, smo tudi del tega. Tudi to se mora v operi in umetnosti poznati. Jaz nisem zagovornik tega, da zdaj moramo pa samo lepe stvari v operi prikazati. Včasih je tudi kaj, kar ni preveč lepo za prikazati, ampak načinov je pa mnogo. Ne? In moramo imeti ta način, da pač res pustimo nek pečat na obiskovalcu, da ga poskušamo očarati, začarati, zapeljati iz vsak dana, da je to neko posebno doživetje. No in potem še zadnja predstava, Puccini kot Puccini, lepa glasba, Deklica z zahoda, opera, ki je manj izvajana in pri vas ste jo nazadnje predvajali pred več kot 40 leti. To se pravi, ojojoj. In zdaj bo spet. Je pa zelo prijetna. Poznam jo, enkrat sem jo sicer videla že pred 40 leti, pa potem večkrat po televiziji. Mislim, zelo, zelo prijetna glasba. Mislim, da bo to krasen zaključek sezone. Ja, tukaj dejansko Puccini sam po sebi je Puccini, ampak je mogoče Deklica z zahoda manj izvajano njegovo delo. Po mojem mnenju po krivici, ker je res... Res je, ja. Mislim, vsak, ki jo pobliže spozna, se v njo zaljubi. Prvi korak pa je pač mogoče malo težje, ni pač to La Bohème ali pa te res te njegove znane opere. Tukaj pa predvsem, glede na vsebino in glede na izbor italijanske ekipe, ki bo to delala, Pier Francesco Maestrini bo režiser, pričakujemo nekaj velikega, nekaj spektakularnega, v smislu, kot je bila recimo zdaj Aida v njegovi postavitvi. V tej sezoni pričakujemo nekaj večjega za sklep sezone. Poglejte, še nekaj zanimivo, takole zdaj, ko sem malo preletela tele opere. Zelo, zelo, zelo veliko oper ima tragični konec. Ampak v tejle vaši sezoni samo pogovori Karmeličank se pravzaprav tragično končajo. Vse druge imajo nekako vendarle srečen konec, junaki zmagajo, ljubezen, triumfira. Pravzaprav neka taka optimistična sezona, lahko rečeva. Da sem prvič na to pomislil, zdaj, ko sem mi to rekla. Sem pregledala. Ja, mislim, da mogoče rabimo zdaj nekaj takega, da nam to tudi vzbuja neko upanje. Gospod Krečič, vi ste tudi pianist, vi ste tudi dirigent. Pa me zanima, recimo, ali boste kaj tudi sami dirigirali v operi? Zdaj, od teh naslovov, ki smo jih zdaj šla skozi, ne bom nič dirigiral. Ker se mi zdi, da je to, pač sem jaz v prvi vrsti umetniški vodja mariborske operne hiše in zato se mi zdi, da ta hiša in sploh vse rabijo bolj vodjo, ki bo z drugačne smeri prisoten kot izza pulta. Pač da sem jaz tam zaradi tega, da lahko mirno sledim procesom, da reagiram na stvari, ki jih recimo kot dirigent ne bi mogel niti opaziti. Res je. Tako da me bolj zanima ta skrb za to, da bojo te predstave lepo potekale v bistvu iz pisarne, ampak iz publike, tako rekoč, iz pogleda poslušalca, kar pa ne pomeni, da pač ne bom skrbel tudi za nek svoj osebni dirigentski razvoj, tako da me bo kje tudi videti za pultom, ampak v Mariboru ne prav dosti. Čeprav
Lahko pa tudi to še napoveva tukaj, ko imamo to priložnost. Bomo imeli pa letos po kar nekaj letih otvoritveni koncert na trgu pred Operno hišo, kjer bomo nekako odprli vrata opere v nove sezone. Do septembra. Zdaj septembra, 5. ali pa 6. pač glede na vreme, kako to takrat bo, z največjimi opernimi arijami, uspešnicami in bomo pač, tudi to je naše darilo, mesto Maribor ob 850-letnici prve omembe. No in ta koncert pa bom jaz dirigiral. No? Se pravi, te, ki so malo bolj mogoče protokolarne narave, bom pa jaz prevzel, pač, ker se mogoče to celo spodobi. Ja. Samo še 2-3 besedice o abonmaju. Abonma se vpisuje, lahko se vpišemo na abonma preko spleta, telefoniramo. Tako, zdaj je prvi del, potem v jeseni bo pa še drugi. Tako kot je običajno. S tem, da letošnjo sezono mislim, da se začne vpis abonmaja kakšen teden prej, kot je bilo v navadi. Tudi vse predstave so že do konca sezone, vsi datumi so na spletu. Tudi lahko že karte kupiti, tako da smo letos se zelo dobro organizirali, pohiteli s tem, da res lahko si za celo leto naprej planiramo obisk v Mariboru. In na Japonskem gostujete praktično ves junij. Iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. To je zdaj naša prvo gostovanje je cel junij in potem pa še skoraj cel oktober. Tako da letos gremo kar 2-krat, česar se zelo veselimo. Tako, naj vam uspe. Najlepša hvala. Hvala lepa.